Na Finančnem uradu Kranj ste danes pripravili dan odprtih vrat. Direktorica Julijana Povše, s čim se predstavljate? Predstavljamo svoje delo in naše poslanstvo, da poberemo toliko dajatev, kolikor dejansko jih je treba. Dan odprtih vrat je prvič organiziran v okviru Finančne uprave Republike Slovenije. Danes so ta vrata odprta na vseh 16 finančnih uradih in tudi na Generalnem finančnem uradu. In želimo si, da bi bilo čim več strank, da bi nas čim več ljudi prišlo obiskati in pogledati naše delo. V bistvu smo pripravili delo mobilne enote. Tukaj imamo tudi specialno vozilo, s katerim pač naša mobilna enota upravlja svoje delo na terenu, 24 ur, 7 dni v tednu. V avli imamo pa pripravljenih par infotočk, in sicer informacijsko točko o delu carinjenja, torej o delu našega oddelka za carinjenje, oddelka za trošarine in okoljske dajatve. To področje je izjemno zanimivo predvsem za mlade, ker so prikazani ponaredki, ker je prikazano carinjenje poštnih pošiljk. Na naslednji infotočki predstavljamo dostop do e-davkov. E-davki so temeljni kanal med zavezanci in finančno upravo. Vedeti moramo, da vsi poslovni subjekti preko e-davkov že poslujejo, zelo si pa želimo, da bi preko tega kanala čim več fizičnih oseb tudi dostopalo. Namreč potem jim ni potrebno hoditi na finančni urad, ni jim treba klicati po telefonu, ampak samo z uporabniškim geslom dostopajo do svoje e-kartice, lahko vlagajo določene vloge in ta sistem še nadgrajujemo. Naslednja točka, na kateri se predstavljamo, je dostop do naše spletne strani. Naše spletne strani v bistvu ves čas nadgrajujemo, ker se zavedamo pomembnosti našega servisa, namreč, da bi čim več zavezancev na čim lažji in hitrejši način prišlo do informacij, ki jih želijo, tako da tudi ta točka se mi zdi izjemno pomembna. Seveda pa v avli vedno vsak dan, razen v četrtkih, informiramo naše zavezance, torej vsakdo, ki ne najde v bistvu odgovora na vprašanje, recimo katere aktivnosti mu sledijo, ko proda hišo ali kakršnekoli drugo vprašanje v zvezi ugovori, v zvezi z informativnimi izračuni ali katerimkoli vprašanjem, lahko pridejo k nam na naš finančni urad. V avli je informacijska točka, kjer bodo zvedeli v bistvu vse informacije. Tudi en pomemben obisk se danes obeta. Seveda. Finančna uprava Republike Slovenije zaposluje 15 športnikov, znanih športnikov, med njimi Jakov Fak, Žan Košir, Vasilij Žbogar, da naštejem samo nekatere od njih, in danes nas bo s svojim obiskom počastil, bom rekla, naš Žan Košir, v bistvu dobitnik medalje iz Pjongčanga. Imamo tudi pripravljen en kratek intervju z njim, kajti zavedati se je tudi treba, da tudi na Finančnem uradu Kranj v bistvu skrbimo za zdravje, torej za zdravje na delovnem mestu, in dve animatorki, ki vsakodnevno skrbita za to, da 10 minut na Finančnem uradu Kranj telovadimo, ga boste pa vprašali par določenih stvari. Imate kakšno idejo, kako zmotivirati ostale delavce, da bojo pač pristopili k temu projektu, da bojo bolj športno usmerjeni, pa tako, mogoče kakšna ideja? Ja, tudi o tem sem že obveščen, menda, da ne vem, ob enih vsi ostanejo, začnejo telovaditi. Tako da, evo ti neki. Ne, pač dejstvo je, da tudi jaz vem, kako izgleda, če, ne vem, cel dan sediš, ali če si v avto, ali pač tudi jaz imam pač kakšne take dneve, ki ne pomeni, da sem aktiven, in je pa dejstvo, da se začnejo tudi poškodbe in fajn je, da smo ves čas malo pač aktivni, če se boljš počutimo, zakaj ne. Sem zelo vesel, da so me pač povabili kot sodelavca, ne nazadnje imamo to izjemno možnost, da smo zaposleni v njihovem segmentu, in fajn je bilo tudi spoznati delo malo od bližje, kajti vemo, da mi nastopamo na tekmah in jih na ta način nekako oddelamo svoje. Tukaj so pa dejansko tisti, ki je osnovni namen, da nekako poskušamo zavestiti ljudi, da je pač pomembno, da se plačuje davke, kajti veliko imamo enih skupnih zadev, ceste, šole, bolnišnice, policijo, in če ne bi imeli skupne blagajne, bi bilo zelo težko vse to imeti na takem visokem nivoju, kar imamo zdaj v Sloveniji. Zdaj smo pa slišali, da ste v tem tednu praznovali tudi rojstni dan.
Tako da vam želimo res vse najboljše, veliko sreče in veliko še nadaljnjih osebnih pa športnih uspehov. Gospod Danijel, vi ste letošnji prejemnik zlatega znaka Finančne uprave Republike Slovenije. Kakšno je vaše delo tukaj? Ja, moje delo tukaj najbolj je pestro delo, saj tukaj stranka prvič dobi stik s finančnim uradom, z njenimi predpisi in praktično z vsem, kar potrebuje, od informacij, od napovedi, od raznoraznih potrdil. Praktično tukaj se prvič sreča s finančno upravo. Vi ste višji svetovalec, dejansko se trudite približati ljudem tudi s takimi dnevi, kot je današnji. Ja, vsekakor, tudi se trudimo v zadnjem času, kot so e-davki z raznoraznimi poenostavitvami, kot so za SP, normiranci, ljudje prejemajo v elektronski obliki vse napovedi, vse položnice, vse bremenitve. Sistem izredno dobro deluje in stranke so zadovoljne. Trudimo se tudi mladim približati finančno upravo in kako se davke plačuje, ker se trudimo, da bi mogoče naslednje generacije to sprejele nekako kot del življenja, plačilo davkov.